Dejan, lepo pozdravljen, dobrodošel na Gea Collegeu. Hvala, da si se nam danes pridružil in da boš z nami delil svojo, ali pa lahko rečem, vajino podjetniško zgodbo Kingsbox. Hvala za povabilo. Hvala, da si se odzval. In da začneva in da najprej najnim mladim gledalcem poveva, kdo je Dejan. Ja, zdaj trenutno 31 let star fant, ko je začel pri 25 z neko idejo in zadnje 6 let v bistvu posvečam cajt večina samo tej ideji, da razvijam oziroma skupaj z Luketom, da jo razvijamo do te mere, kot smo že na začetku zamislili. In kaj je ta ideja? Govorimo o Kingsboxu, ne? Ja. Predstavljati malo PR-ja naredva. Kaj je ta vajina podjetniška zgodba, ta uspeh podjetja? Ja, pri 25 letih smo ustanovili to podjetje Kingsbox, ki se ukvarja s proizvodnjo športne opreme. Opremljamo domače telovadnice, fitness centre in funkcionalne telovadnice. V bistvu vsa oprema, lahko tudi pogledate recimo na spletni strani, jo izdelamo, oziroma 70% je izdelana tule v Sloveniji, ostalo je pa v različnih državah, Poljska, Nemčija, Italija, nekaj na Kitajskem. Tako da primarna ideja je bila, da ponudimo vsakemu posamezniku neko okolje, kamor se bo lahko razvil do te mere, da bo postal najboljša verzija samega sebe. In tu tudi še zmeraj to vizijo še zmeraj ohranjamo, ne samo s strankami, ampak tudi znotraj firme, ne. Ful velik poudarek damo v bistvu na to izobraževanje kadrov, tako da tudi vsak razvojnik mora doseči ta njegovo mejo, do kje je sposoben iti, do kaj lahko vse naredi, ne. Tako da to vizijo primarno smo ohranili in držimo naprej, no. Wow. In začeli ste pri 25 letih, danes po 6 letih je Kingsbox podjetje z, kako si mi prej povedal, 65 zaposlenimi. Ja. 5 milijonov, čez 5 milijonov evrov prometa v letu 2020, če se ne motim. In na koliko trgih ste prisotni z vašo opremo? Čez 25 trgov, no, ker to se z meseca v mesec spreminja. Zdaj smo dobili precej novih distributerjev za tiste države, ki so logistično precej oddaljene od nas, iščemo distributerje in zato ta številka se hitro spreminja, no. Ja, tako da tudi zaposleni, v zadnjem letu smo zaposlili 30 ljudi, tudi ta številka se hitro updateta. Letos načrtujemo 10 milijonov prometa, kar bo skoraj spet 100% naraslo. Lani smo imeli lani smo imeli 120%, glede na leto 2019, tako da ja, se kar hitro stvari odvijajo, težko spremljati te številke. To je res zgodba v bistvu o uspehu. Fascinantno mi je bilo tudi to, ker sem se malo pripravljal na tale najin pogovor, da vsak mesec praktično razvijate v povprečju 9 novih produktov in jih lansirate na trg. To pomeni, da ste zelo razvojno usmerjeni. Ja, ful velik poudarek damo na razvoj. Recimo imamo trenutno 4 fante, ko razvijajo Sežani, vsak je za svoje področje združen. Potem imamo tudi enega na Kitajskem, tako da res v tu ogromno cajta vlagamo, no. Ja, gonilo napredka pač pravi, da je razvoj in kadri, ki jih vedno omenjaš, da so tisto srce in tisto bistvo vašega podjetja. Ampak okej, dajva se vrniti vseeno malo na začetek. Danes smo v mlado publiko in njih bo verjetno najbolj zanimalo, okej, kako sploh prideš na to idejo in kako sploh pol Dejan spozna Luko oziroma ne vem kdo koga povabi za to, da začne ta biznis. Kako ste sploh prišli na idejo in kakšni so bili ti začetki? Kaj vse je bilo pol treba narediti, da sta firma odprla? Ja, zdaj ful pomembno je, da zbereš pravega partnerja v tem, kar delaš, in jaz sem zmeraj zagovornik, da če želiš nekaj res scalati na to, kar želimo mi doseči, da ratamo največji na svetu na našem trgu, moraš imeti enega partnerja, ko je druga polovica tebe. Je dobro tistih stvari, ko ti nisi. Recimo jaz in Luka smo se tu ful dobro razdelila, jaz sem za marketing in razvoj, Luka je bolj direktorska funkcija, in zaenkrat se ful dobro odnese. Drugače pa, ja, jaz in Luka se poznamo, ne vem,
od naših prvih let življenja. Smo bila skupaj v vrtcu, v mali šoli, v osnovni šoli, v srednji šoli, na faksi, pol smo bila na faksi še cimra. Pol so se malo naše poti mogoče malo šle vsaka v svojo smer. Luka je ratal profesionalen poker igralec. Jaz sem bil takrat še študent, sem se pač usmeril naprej. In pač oba pa smo ful trenirala crossfit, no. Pač smo bila ful velika fana, tudi 2-krat na dan. In moj brat je imel takrat telovadnico, namenjeno za funkcionalno vadbo. In pač hodili smo k njemu, telovadili in pol s cajtom smo ratali zmeraj boljši pač v crossfit, kar je normalno, če nekaj daš energijo v neko stvar, rataš dober, ne. In s cajtom so postale vse tiste uteži, ko je imel moj brat telovadnici, pač prelahke, ne, in smo potrebovali več kilov. In moj brat me je prosil, da če bi lahko nekje kupil, da pač ni bil toliko, ni se toliko spoznal, no, te stvari. In pol mene je zanimalo, ko sem šel na faks, sem študiral, sem imel en predmet, to mednarodno poslovanje, ne. In me je ful zanimalo, kako to poteka. Kaj si študiral? Ekonomijo. Tule v Ljubljani. Tako da, ful me je zanimalo in sem rekel, okej, to mi jaz zrihtam. In potem sem s Kitajske takrat naročil 1 tono menda uteži, nekaj jih je vzel moj brat in drugo pač je ostalo, je rekel, pač več kot toliko ne rabim, ne. In sem rekel, okej, bom probati ostalo na bolhi, pač jih toliko da pokrijemo. In je šlo takoj, no. Res, 24 urah smo prodali in pol jaz sem rekel, ta ideja ni slaba, ne, dejansko bi lahko, mogoče obstaja neka niša, ne. In sem šel do Lukata, ne, ko je takrat igral poker. In sem rekel, ti ne bi mi probali narediti podjetje in pač vidimo, kaj je, ne. In pol Luka, v začetka je rekel ja, je igral poker in delal tu hkrati, ne. In pol smo rekli, okej, naredimo podjetje, to je bilo po 1 mesec, tako da se je hitro odvijale stvari. V bistvu od ideje do podjetja je bil 1 mesec, pač. Tako ni bilo dosti razmišljanja in dosti strategije. Skočila na glavo in Ja, povratikala, kot rečemo, da bi premišljevala, bravo. Ker mi smo taki, pač še zdaj se tu pozna, da kadar imamo neko idejo, gremo takoj v akcijo. Tisto minuto, ne, ono, okej, kaj moram zdaj jaz še, pač ne, gremo, ne, v akcijo. In tako da ja, smo odprla po 1 mesecu podjetje, tisto prvo leto je bilo pač bedno, nismo prodali nič, mislim ful malo. Zakaj? Dajva povedati mladim, kaj prvo leto ste delali narobe? Mislim, da smo delali kaj narobe, samo dejansko rabiš cajt, pač, da zagori ta iskrica, no. Ker prvo smo se fokusirali bolj, iskali smo razne kanale, delali smo spletno stran istočasno, nismo imeli trafika na spletni strani, pač tako. Rabiš neko bazo zgraditi, ne, traja en cajt, ne. Tako da prvo leto je bilo bolj tako, proti koncu prvega leta se je že malo poznalo, ker smo imeli že kar veliko sledilcev na Instagramu, ker Instagram je bil še v povojih, je bil 2015, ni bilo toliko znamk, ni bilo toliko nakičeno vse skupaj. Tako da nam je uspelo v prvem letu dobiti 10 000 sledilcev in potem smo vse prodajali prek Instagram sporočil. Pač takrat se je to dalo precej enostavno. Poslali so nam, kam naj pošljemo opremo, mi smo jim poslali, da pač po prevzemi plačajo, koliko morajo plačati, to je bilo to. Prve salese smo delali na tak način prek Instagrama. Tako da, ja, pol drugo leto je bilo že malo boljše, ampak minilo je 3 leta, ko nismo niti evra si izplačala plače. Tako da, tle, jaz bi rekel, realnost, ja, mislim, če greš v podjetništvo, oziroma, da imaš neko idejo in da greš in misliš, koliko bom zaslužil s to idejo, je ful slab mindset vzeti. Pač tista ideja, ko si jo dobil, ti mora biti ful všeč, ful moraš biti navdušen nad njo, pač jo delati strasti, ko nek hobi dejansko, pač res, moraš biti zaljubljen v njo. In zato pol ni problem, tudi 3 leta, če nič ne zaslužiš, še zmeraj delaš vsak dan tisto, kar si želel, ne, in ti tu poplača vse tisto, pač, ja, okej, ješ, mi rečemo na krasi pašto in omare, ne, ko pač druga si ne moreš privoščiti, boš cajtem se ti izplača, no. Samo dejansko, ja, In na začetku ste začeli skratka s tem, da ste kupovali proizvode, pa jih preprodajali naprej, če prav razumem. Ja.
Po kolkem času ste pa začeli prav, ali pa ste ugotovili in kdaj ste prišli do tega, da je pač potrebno razvijati sam produkt in jih tudi sam proizvesti? V bistvu to se je pol zgodilo po letu in pol, ko smo zaposlili tudi razvojnika in smo pol začeli. No. Ja, en cajt je trajalo, sam pa dosti nas je tokla kvaliteta na začetku in smo rekli, pa če češ jet, ne moreš na tak način. Pač. Tako da ja, to se vse navade s cajtom. Ni pa tu vzrok, da zdaj pač overthinkers misli, ok, zdaj moram jaz kar takoj iz prve zaposliti ne vem koga in ne vem kaj. Lahko začneš res z osnovami, pač, kakor smo mi, no. Kupaš, prodaš in pol pač greš naprej. Ja, tisto, kar sem jaz zdaj slišal, pa kar bi poudaril, ne, da bodo tudi gledalci v bistvu zavestili, je to, da ok, najprej moraš imeti strast, ne. Ja. Vidva sta bila zelo pogumna, pa precej hitra, ne, rekel si en mesec, večina ali pa veliko podjetnikov sicer veliko časa namen raziskovanju trga in tako vidva so vsem kar skočila, ampak vseeno, kljub temu, da sta bila pogumna, sem pa vseeno razbral, da pa nista pretirano tvegala, da sta pač počasi razvijala stvari, sta bila vztrajna, dosledna in sta počasi gradila, no, tako da ni nič čez noč, ne. Ja, ne, definitivno. Prva 3 leta so bila še tako brez plač, potem pa v zadnjih 2 letih ta preboj. Tako je. Ja, v bistvu, ja, to je res. Bila sva pogumna iz tega vidika, ja, da smo tako ustanovili podjetje, ko smo pač videli, da je neka priložnost. Po drugi strani pa ja, nikoli se nismo zakreditirali, nikoli nismo dobivali novih investicij. To pa zato, ker se omenjamo ful dobro ravnovesje med nami dvemi in mogoče tretja oseba bi nam porušila to ravnovesje, zato nismo nikoli tam preveč razmišljali. Novega partnerja. Ja, tako je. Zdaj, kar se tiče pa kreditov in tega, nismo nikoli se zakreditirali, ker ta sredstva, ko smo jo tako hitro obračali, so bila dovolj za našo rast. Zdaj, večjo od 100%, ko imamo zdaj, pač niti si ne pretirano želimo v enimi letih, zato ko potegne za sabo ne samo finance, ampak vse pade kvaliteta, moraš iskati nove prostore, tako kot smo imeli pač lani problem, smo se mogli preseliti v še eno halo, še večjo in tako res 100% je tako maksno. Že tu je ona divja rast, ima pač, ja, kakšna podjetja so tudi 400-500%, to si res ne predstavljam, kako izgleda. Tudi odvisno, v kateri branži delujete, vi vseeno lahko rečemo, da imate proizvodno podjetje, a ne, in pri proizvodnji je to seveda še toliko težje, ker pridejo s tem, kot se rekel, prostori, pridejo tudi ljudje v končni fazi, ne, in potem je treba to še prodati. Tako je. Ko omenjaš Luko in tebe, kako ste si te vloge razdelila? Velikrat, a ne, ko se z mladimi pogovarjamo, rečejo, ok, sam ne bi šel v nek biznis in to je tudi prav, super, dajmo se obkrožiti, mi, kot si rekel, ki znajo tisto, kar mi ne znamo. Ja. Ker pri vama je tako, da je Luka direktor, če se ne motim podjetja. Ja. Zakaj se nisi ti zagrebil za to funkcijo? Ja, mislim, Luka je res dober v tem, kar dela in vodenje ljudi, vodi vse te stvari, tu pač njemu poleži, pa finance, ta del. Meni pa leži recimo marketing in razvoj, ne, te dve. Tudi v bistvu tu je bila moja želja, odkar sem bil star 6 let, da bi delal, odkar se spomnim, kaj sem si želel, da je bilo to, da bi lahko, jaz sem si zmeraj želel, da bi delal v eni agenciji marketinški, ampak ja, z marketingom in po drugi strani od malih nog sem zmeraj razvil, ful sem rad delal izdelke iz lesa in to mi je bilo zmeraj pač všeč, da sem lahko nekaj razvil iz neke ideje, ko sem jo imel, da sem lahko naredil nekaj in spravil v realnost, to je pač, da sem videl, kako raste to. Kaj bi pa rekel, da je glavna sestavina ali pa tisto, kar mora imeti dober podjetnik, dober podjetnik? Ali je to karakterna lastnost, ali je to znanje, ne vem, kaj misliš? Ja, mislim, da tako. Prvo, kakor sem že prej omenil, ljubezen do tiste ideje, če imaš ljubezen do tiste ideje, ti je pol vse ostalo pride naravno. Recimo, jaz, ko sem hodil na faks, če je bila, ne vem, recimo eno predavanje pred 10 zjutraj, jaz pač nisem šel, ker je bilo prezgodaj. Kar ne učimo mladih. Kar ne učimo. Ja, ampak dejstvo je bilo tako. Po drugi strani, zdaj, ko imam podjetje, ko delam res nekaj, kar mi je pa res, mi je ful všeč, pa se zbudim že zadnjih 6 let v 5 zjutraj, vsak dan, ne glede na kaj se zgodi, pa se zbudim v 5 zjutraj
grem delati in niti enkrat nisem dal dremež ali karkoli. Nikoli se ni to zgodilo v 6 letih, ker pač ostanem z veseljem. Ne? Tako da mogoče ta delavnost in vse te stvari pridejo pol same, če si res navdušen nad to idejo. Je pa definitivno, ja, delavnost, kreativnost in mogoče ta pogum, no, pol ti pride prav. Pač, da vzameš mogoče vse kot morda neko igrico Monopolija. Pač narediš 3 korake naprej, pogreš 2 nazaj, pogreš 3 naprej, pogreš spet 2 nazaj. Ne? In vzameš mogoče lih tako vse resno. Ne? To je odlično, hvala, da si to res na glas povedal, ker velikrat se mi zdi, da imamo sploh Slovenci to težavo, da razumemo podjetništvo kot preveč zaresno igro. Pa se je zares, seveda na koncu želimo mi od tega živeti, želimo zaposlovati ljudi, ampak v resnici, če pogledamo z vrha, je to samo neke vrste igra, v kateri se igramo in včasih hitreje napredujemo, pa gremo tudi kakšen korak nazaj. Ja. In če se pa radi igramo, če je ta strast, potem so stvari možne, da jih dosežemo. Točno tako, ja. Kdaj pa misliš, da je pravi čas za stopati v podjetništvo? Vi pa sta bila kar mlada, 25 let sta takrat imela, ne preveč niti izkušena, lahko rečeva še poslovno, ne? V bistvu 0 izkušenj. Ja, tako da to torej pomeni, da tudi z 0 izkušenj se da precej hitro v 5 letih kot resen podjetnik, ne? Tako da kaj bi rekel, kaj rečeva mladim, kdaj li začnejo? Tako, ko smo videli začela, nismo imela ne znanja in ne denarja. Pač nobenega od teh dveh stvari, ko ponavadi pravijo vsi, koliko je pomembno imeti. Imela smo pa ful časa. Časa smo imela na voljo 24 ur na dan in tu smo rekla tudi, da bomo vložila vsa naš čas, ker ga imamo, bomo vložila v razvoj te ideje. In recimo, če imate čas, je skoraj tudi to, no. Pač mi dva smo začela 3500 evrov, smo dala vsak, ne, oziroma 3750, kar je bil takrat minimum, zdaj ne vem, če je še zmeraj, verjetno ja, za DOO. Kjer je potrebno začetna investicija 7500 evrov, da lahko odpreš podjetje, ne? Pač tisto malo smo zbrala. Ja, smo zbrali, jaz sem delal kot študent na benzinski črpalki, sem malo prav avte, take stvari, pač ne vem, koliko, 8 mesecev sem delal, ne? Toliko, da sem zbral ta denar in potem sem ga investiral. In potem smo rekla, Luka pa je tudi imel že nekaj pošparno naprej in smo rekla, ok, pa če gre vse narobe, zgubimo 3500 evrov, smo zgubila 8 mesecev, ko smo delala pač tam za manj, ne? Ma ni konc sveta, pač 1 leto predvsem v življenju ni nič, ne? In tako smo rekla, pač kaj dejansko nimaš kaj izgubiti, razen svoj cajt, ma itak svoj takrat ni, da je nekaj vredno, ful, ne? Pač 5 evrov na uro, ne? Tako da, ja, in pač nismo imela kaj izgubiti. In tako da jaz pravim, da če imate idejo, ko misliš, da je dobra, tudi če je to, ne vem, karkoli, ne vem, res, najbolj morda bedna, ma misliš, da bi lahko uspela, pa se splača probati. Če imate cajt, se splača probati, pač. Zdaj je pa tako enostavno vse skupaj, je Instagram, ko lahko objaviš par izdelkov gor, dobiš kakšne influencer, razne stvari, da ti malo spromovirajo, ali pa TikTok, ne vem. Zdaj je res teh platform brezplačnih ogromno, tako da moraš samo v bistvu cajt in malo razmišljati kreativno. Ni pa treba nekega, ne vem kakšnega znanja na začetku, važno znaš, v bistvu te pritegniti, v bistvu pozornost potencialnih strank, no, in to je, mislim, da vsi mladi, ko so malo na Instagramu, TikTok in tako, ko jim to vse poznajo. Je to v bistvu že naravno, pa potem lahko to izkoristijo za nek svoj prodajni kanal oziroma komunikacijski kanal. Kako Kingsbox dejansko pride do svojih strank? Na začetku si omenil, da je bil Instagram mogoče tisto okno v svet prodaje. Danes ste verjetno na vseh družbenih omrežjih, so te pomembni, ali delate tudi oglaševanje potem na klasičnih medijih. Kako prodati? Mladi se velikokrat imajo svojo idejo znajo razviti, pridejo do te točke, potem se pa ozko grlo naredi ali pa se vse skupaj zaustavi, zato ker pač morda ne znamo vedno najti pravega načina, kako to prodati. Ja, za nas, recimo, če bi prav dva omenil, so influencerji in socialna omrežja, ko prinaša največ trafika, ne. Zdaj prisotni smo, ja, na Instagram, Facebook, TikTok, pač vse te omrežja, ko moraš biti prisoten zdaj v teh cajtih. Delamo ločen content za vse te medije, ne, ker pač ne more biti isti. Ampak ja, recimo v zadnjem leti so nam glih influencerji recimo največ pomagali pri rasti. Vse pa tu, kakor sem omenil, začne z malo, ne. Začetki z Luketom smo nismo vlagali v oglase,
ko smo začeli nekaj dobivati denarja noter, smo odlagali 5 ali 3 evre na dan, 3 evre na dan, ja. Danes recimo vlagamo 2500 evrov na dan, ne? 3000 evrov, ja. Ok, pokrivamo ful trgov. Tako da ja, tu se da pač vse stopnjevati, ni zdaj, da morate biti tudi prisotni na vseh teh stvareh, tudi zdaj, ne vem, Pinterest, recimo, to je, lahko za vašo nišo bo funkcioniral Pinterest, če ste za vašo idejo, ne, ni treba, da zdaj ste pol še na Insta, ne, karkoli, no. Za nas pa ja, so še zmeraj te najbolj pomembni kanali, zdaj za iskanje distributerjev, večina jih, oni dobijo nas, ko vidijo prek socialnih, vidijo prek nekih influencerjev mogoče ali pa tudi prek prijateljev in tako naprej. Razne res scenarije smo že dali skozi. Ja. Se pa tudi zgodi, da v zadnje leti ni bilo tega, ampak prek sejmu, ne, tam sejmi so tudi močni, to je edini v bistvu kanal offline, ko ga imamo prav, da ga plačujemo, da smo prisotni in da iščemo distributerje, stranke in tako naprej. Se ne pa poslužujemo raznim tiskanim medijem in tem stvarem. Prav ste zelo jasno opredelili v bistvu, kaj je tisto, kar potrebujete, da funkcionira in temu namenjate pozornost. Tako. Več mi je bil tudi, da si povedal, da je potrebno paziti, da vsebino generiraš za vsak kanal posebej in drugačno. Se mi zdi, da današnji potrošniki, kupci, stranke so zelo občutljivi na to, da dobivajo neko resnično, kvalitetno vsebino, tako iskreno, in da hitro spregledamo, če so zadeve narejene samo z namenom, da nam nekaj prodajo. Ja, točno tako. Dostikrat recimo smo ugotovili, da pač je ful boljše funkcionira ena slika, ko je bila tako narejena s telefonom, kakor ena s profesionalnim nekim fotografom, stane 1000 evrov recimo na dan, ne. Tako da res neverjetno, kako moraš malo preštudirati svoje stranke, samo spet, za začetek tu ni pomembno. Lahko s telefonom delaš slikce in pol vidiš sproti, kaj bolj funkcionira za tvojo nišo. Zdaj vse tukaj razlagaš, se sliši kot, in tudi verjamem, da je tako sanjska zgodba, ampak v vsaki sanjski zgodbi verjetno kdaj pride tudi kakšen moment, ki ti mogoče malo ta energija pade ali pa pridejo kakšni strahovi in takrat je verjetno najbolj narobe, če se ustaviš, pa ne znaš nič čez to. A sta se vidva z Luko kdaj srečala v teh 5 letih v situaciji, prišla do situacije, kjer je zadeva izgledala brezizhodna, težka in kako sta to premagala? Prav, ne, mislim, da je bila prav tak scenarij, se ni še zgodilo, okej. Ja, lahko bi rekli, da ta korona je bil en tak scenarij na začetku, ker v bistvu ja, zdaj ko razmišljam, je bil kar tak scenarij, ja. Začetka prej, ko se je zapiralo vse marca, jaz sem glih prvi iz Tajske, ko sem se poročil, in tisti teden je bilo tako, pač Italija je zaprla vse telovadnice, ne, Evropa je pol tudi zaprla, vsi, Nemčija, Italija, Slovenija, vsi so bili zaprte, vse telovadnice in to je za nas predstavljalo 90% strank takrat, ne. In mi smo praktično čez noč so se zaprle vse naše stranke, ne, pač kot da bi skinil nišo. In ostalo nam je 10% domačih telovadnic. In pol takrat nismo vedeli točno, ni da smo paničarili, ampak nismo vedeli, kaj se bo zgodilo, ne. Vedeli smo, da ljudje bojo še zmeraj telovadili, samo pač nismo vedeli, kako bojo točno reagirali, ali bojo rekli, okej, zdaj bom tu vse dal na pavzo, ne bom telovadil 2 meseca, ali bojo pač začeli telovaditi doma. In hvala Bogu se je uresničila ta druga varianta, da so začeli telovaditi doma in čez noč so začeli kopavati za domače telovadnice in takrat so se glih obratno je bilo, 10% smo prodali telovadnicam in 90% domačim telovadnicam. In ta poskok je pol bil toliko visok, da smo imeli druge težave, v bistvu, kako izdobaviti vse to, kako povečati proizvodnjo. Samo ja, takrat je bilo. Takrat smo bilo. Sladki problemi, ker če imaš problem, kako izdobaviti, pa narediti, je to vprašanje dovolj kot pravo. Samo na začetku pa je bil točno ta, ne, smo bili malo v skrbeh. Samo ja, lotili smo se, razmišljali smo razne scenarije, kaj se bo zgodilo. In v teh cajtih je bolj težko nekaj planirati, ima važno, da razmišljaš strateško in da navadiš vse ljudi okoli tebi, da razmišljajo tudi strateško in pol. Ko se nekaj zgodi, znaš reagirati.
Ja, da se v bistvu ne daš v krč, Ja. in da se ne ustrašiš in potem stagniraš, ampak iščeš rešitev. Točno to je. In v vašem primeru očitno torej ste iz tega problema zelo naredili odličen posel, oziroma pač ste si spremenili vse poprit. Ker ravno v času korone si tudi zgodil tudi prihodkovno potem velik skok, verjetno, če ste odprli nove trge. Ja, ogromno, ja. Mislim, ful smo povečali prihodke, ima tudi distribucijo. Ful velik plus je bil, da smo imeli proizvodnjo v Sloveniji, ne, naši konkurenti nabavljajo vse iz Kitajske, večina, in tle smo imeli hitre dobave, ne, vsaj tiste prve 3 mesece, dokler nisem nakavljal tudi v Sloveniji, recimo materijala, tudi tisto smo shendlali, tako da ja, proti konkurentu smo imeli veliko teh prednosti, bomo rekel. In kje je Kingbox, kje ga vidiš ali pa vidite z Luko skupaj čez, ne vem, 50 let? Okay. Kaj so sanje Kingboxa? Ja, mi bomo postali največji ponudnik športne opreme na svetu. Zdaj smo drugi v Evropi, kar se tiče funkcionalne vadbe, tako da smo na dobri poti. V bistvu smo imeli vizijo, da postavimo največji v Evropi in smo spremenili lansko leto, ker smo si dali ambiciozne cilje. Ja. Sej tudi Windows, recimo, če poznate, oziroma Microsoft je imel za Windows vizijo, da bo vsaka hiša bo imela njihov ta operacijski sistem. Ne. Dejansko, ko pogledamo IBM, in so si mogli postaviti večji cilj. Tako da ta vizija mora biti ful ambiciozna, ma dejansko, kakšen bo ti lahko dosežeš. Ne. In ja, to planiramo v naslednjih 10 letih. V 5 letih pa nameravamo pokriti Azijo in Ameriko. Zdaj smo fokusirani še na druge države, ampak postopoma vsako leto jih dodajamo. Leta smo dodali Švedsko, Nizozemsko, Češko, Malto, Španijo. Trgi se remontirajo, vidim, da ste tudi na Arabskem polotoku prisotni. Ja, tudi ja. Zdaj odpiramo, oziroma to je še tako, bomo odprli pisarno dol v Dubaju od Kingsboxa, tako pač ja, razmišljamo globalno, da pač dosežemo to vizijo, ko smo si dali. Fino pravilno, se pač ne ustrašite, da greste smelo po tej poti. A ste kdaj z Luko imela kakšne vzornike, ki so se pokom zgledovali iz sveta podjetništva, biznisa, misliš, da je to pomembno, ali? Mislim, mi dva beremo ful knjig. Res tako pač ogromno, jaz sem bil v osnovni šoli, nisem nikoli naredil recimo bralne značke, ne, ali pa, ja, dobro, ne vem, če lahko govorim to, ma dobro. Ne, lahko, Tudi ja, pač meni tiste romane in te stvari pač mene zanimajo, meni je žal, pač me ne. Zdaj pa jaz preberem približno 3 knjige na mesec, pač take biznis, marketing, razvoj, karkoli od tega, pa tudi zase, za svojo dušo določene stvari, ne, od meditacije in take stvari. In mi ni problem brati. In skozi te knjige, ko smo dobivali to novo znanje, smo v bistvu bolj ustvarili neke svoje poglede in neke svoje neke vrednote, no, oziroma ne kukar, ampak prav vrednote. In nismo imeli prav nekih mentorjev, po katerih bi se zgledovali. Zdaj trenutno imamo mentorja za lean proizvodnjo v firmi, ker vzpostavljamo vitko proizvodnjo, ja, vzpostavljamo, ker se nabere dosti, skozi cajt se nabira nekih wasteov, nekih izgub in pol vsake toliko moraš narediti reset celega poslovanja. In pri nas je prišel lani ta moment in ta trenutek in zdaj uvajamo to lean proizvodnjo, no. Tako da v bistvu imamo tako mentorja, da bi imeli pa prav neko osebnost, neko svetovno, pa nismo nikoli imeli, no. In Gary Vaynerchuk, taki motivacijski govorci, pač itak jih pogledaš, ni da češ postati oni, ne. Ja, moraš sam pri sebi oceniti, kaj želiš postati. V bistvu lahko najdemo motivacijo in tudi odgovor v resnici sami pri sebi, ne. Ja, definitivno. Samo da skozi cajt, ko prebereš toliko knjig, vsega tega, podcastov, YouTube filmčkov, karkoli, ne, pač dobiš neke smernice. Ni zdaj, da boš sedel dol na kavču, kaj bom jaz zdaj, ne. Pač tako ne gre, pa s cajtom pa dobiš, ne.
In pa boš tudi sam kaj narediti. Ne? Ja, Ne definitivno. sedeti na kavču, izobražujte se, berite, potem pač proaktivno naprej. Ne? Ja. Super. Najčas se počasi izteka. Bom pa izkoristil to priložnost in ti dam 5 sekund za razmislek, da daš eno zadnje sporočilo bodočim, upam, da bodočim podjetnikom, ki bojo tole gledali, upam, da si se danes dotaknila in jih spodbudila k njihovi podjetniški poti. Kakšen nasvet bi jim dal za njihovo prihodnost? Jaz bi samo rekel, da pač ne se ustrašiti, tista ideja, ko imate, je kul, tudi če drugi rečejo, pač, da morda ni, če mislite vi, da je za vas, vidite potencial, drugi nimajo vaše glave, nimajo vaših misli, da bi videli, kaj vi vidite. Tako da ne se ustrašiti, pravite, delite trdo, učite se in ustrajite in bodite konstantni v smislu, da ni ciklo, zdaj ne bom, zdaj pa bom, zdaj pa ne bom. Bodite konstantni. In to je to, pol nekako vse se poklopi in kar naenkrat imaš firmo 65 zaposlenih, ne? Dejansko je tako. Ja, simpel, ne? Ja. Dejan, hvala, mislim, da je to več kot čudovit zaključek. Hvala, da si vzel čas, da si prišel in da smo lahko spoznali Kingsbox tudi bližje. Lep pozdrav tudi Luki in upam, da se kmalu še kaj vidimo. Hvala vam. Vam pa tudi uživajte in se vidimo na naslednjem intervjuju.